Pozdravljeni, moje ime je Uršula in danes sem po dolgem premoru spet za vas pripravila igro Izberi karte. Tema današnja bo ljubezen, torej ljubezen v prihodnjih mesecih oziroma čez poletje. Lahko pa izberate med 3 kupčki, torej prvim Kravljeve karte, drugim Kozmim tarotom, torej Kravljevim tarotom, Kozmik tarotom in pa Rajderjevim tarotom. Svetujem vam, da globoko vdihnete in da se osredotočite na enega izmed kupčkov in tako izberete. Drugače vam lahko povem, da bo zdajle zelo kmalu se Merkur obrnil v retrogradno gibanje in bo retrograden od 10. maja pa vse do 3. junija. In retrograden Merkur, naj vas opozorim, torej je kar tak, zna biti malo zoprn. Se pa svetuje v retrogradnem Merkurju, da ne podpisujete kakšnih novih pogodb, torej ne sklepate kakšnih novih poslov, se ne spuščate v kakšne nove posle, investicije, nove stvari na splošno, tudi ni dobro, da kupujete kakšne nove stvari, torej najboljše, da počakate. Je pa retrogradni Merkur zelo dober za, bom rekla, popravljanje stvari za nazaj, na primer, če imate kakšen projekt, ki vam je malo zastal, je dobro, da se vrnete k njemu nazaj. Ali pa če morate kaj popraviti, je tudi zelo dober retrogradni Merkur za to. Tako da zato je v redu, medtem ko za nove stvari pa ne. Torej to tako malo opozorila tega retrogradnega Merkurja. Zdaj v retrogradnem Merkurju bom tudi napisala še kakšen članek, kakšno novičko, da vas bom še posebej obvestila, kaj ta retrogradni Merkur prinaša, kje bo retrograden, v katerem znamenju in podobne informacije. No, zdaj se pa kar vrnimo k našim 3 kupčkom. No, in bomo kar začeli s prvim. Te 2 bomo umaknili, torej drugi, tretji. Pa kar poglejmo za prvo skupino, ki je zbrala tale oranžen oziroma rumen kamen. Tale kamen nakazuje na to, da morate v ljubezni delati bolj na samozavesti, na zaupanju v sebe in da mogoče včasih preveč namesto srca poslušate ego. To je ena prva taka informacija za vas, zelo pomembna. Zdaj pa poglejmo, kako bo z vami, te 2 karte so takole ven izpadle, jih bomo tudi upoštevali, kako bo z vami v prihodnjih 3 mesecih glede ljubezni. Torej to je na splošno in pa čez poletje. Kaj vidimo? Pa kar veliko karti, ampak ne bomo. Karte so zelo nemerne, tako da ste lahko tudi vi malo nemerni. No pa poglejmo, kaj ste dobili. Torej prva skupina, zadnja karta, 6 diskov. Torej v ljubezni želite enakovredno dajanje in sprejemanje, zato mogoče tudi se vam dogaja, da trenutno torej ne poslušate toliko svoje srce, kot pa mogoče bolj svoj jaz, ego. Torej kaj vi želite v partnerstvu, kaj je za vas dobro v partnerstvu. In zelo se veliko ukvarjate z enakovrednim dajanjem in sprejemanjem energije, torej koliko vi dajete, kaj pričakujete nazaj. V preteklosti se vidi, da ste imeli veliko izbire, da ste bili precej osamljeni, torej za tisti, ki nimate partnerja, torej ste bili sami, tisti, ki pa ste v nekem partnerstvu, ste bili pa, če tudi ste imeli partnerja, precej osamljeni. Vendar vam kaže, da ste lahko izbirali, torej med različnimi partnerji, tudi lahko med različnimi možnostmi in da ste se za partnersko vezo zelo trudili, tako da bi jaz rekla, da verjetno ste že imeli nekega partnerja oziroma ali pa ste imeli nekoga v mislih, ali je pa to neko partnerstvo, ki je bilo v preteklosti za vas, bom rekla, zelo pomembno, ker ste se precej trudili, ampak ste imeli vseskozi občutek, da pri tem partnerstvu nikakor ne morete napredovati in ste imeli skozi občutek osamljenosti. Trenutno vam kaže precej nihanje razpoloženja na ljubezenskem področju, sicer vam kaže, da neko, bom rekla, stabilno partnerstvo imate, torej tisti, ki
ste v partnerstvu, je nekako ta, bom rekla, težka situacija z več možnostmi, več izbire minila. Možno je tudi, da se je vaš partner v preteklosti lahko soočal z neko vrsto odvisnostjo, torej lahko z alkoholom, mamili, lahko tudi kaj drugega, tudi sladkor je lahko huda odvisnost. In ste zaradi tega se počutili osamljeni in ste želeli se z njim potruditi. Zdaj nekako se je to partnerstvo stabiliziralo, ampak zelo nihate. Torej včasih je v redu, včasih ni v redu. Za prihodnost vam pa kaže, da boste želeli oditi, da se boste čustveno umaknili in čaka vas nek čisto nov začetek. Zdaj, glede na to, da pač vidim, da ste v nekem partnerstvu že kar nekaj časa, tako da verjetno tisti, ki to gledate, ste bili v partnerstvu, čeprav ste bili v partnerstvu osamljeni, je lahko nov začetek z tem partnerjem, lahko je pa tudi nek čisto nov partner, zato ker od tega kaže čustven umik, kaže vam pa v roku 1 leta, torej začetek nekega novega obdobja. Spoznali boste neko novo osebo, ampak tukaj vam karte govorijo, da lahko z novo osebo začnete, lahko se pa tudi vrnete k stari, to je pa bolj vaša odločitev. In zakaj to sklepam? Ker so se tudi te 3 karte pokazale. In 2 diskov nakazuje na neko, bom rekla, dvojnost in lahko na 2 osebi. In 3 čaš, torej na 3 osebe, to pomeni vi, vaš in vaš partner. In pa ena težka odločitev, ki vas čaka. In spoznali boste nekoga novega in se boste morali odločiti med to novo osebo in pa med partnerjem, s katerim ste zdaj. Tisti, ki ste samski, torej vam pa kaže, da ste imeli pa več izbire v preteklosti, čeprav ste imeli občutek osamljenosti, da ste imeli v preteklosti že neko vezo, za katero ste se trudili, pa nekako ni šlo čez. In tudi torej vam, ki ste samski, kaže stabilizacijo, bom rekla, umiritev zadev in čez 2-3 mesece in čez poletje, torej zdaj zelo nihate, tudi ne veste, ali bi se spustili v razmerje ali ne, se pa boste zagotovo čez poletje spustili v neko razmerje, ampak boste čustveno, bom rekla, na nek način umaknjeni. Na ta način, kot da bi bili malo bolj previdni, ker vas je veza, ki ste imeli v preteklosti, precej pretresla. Tako da, torej tisti, ki ste samski, ta veza iz preteklosti vas je prizadela, tudi ste se lahko soočili s kakšno odvisnostjo, vi ali vaš partner. Trenutno torej kaže stabilizacijo, paziti se morate kakšnih, bom rekla, depresivnih razpoloženj, če vam je hudo, obiščite kakšnega strokovnjaka. Tudi jaz imam v ta namen veliko vaj, torej se ukvarjam tudi s povezanim dihanjem, čuječnostjo, ki vam lahko zelo pomaga prebroditi to obdobje. Ali pa imam mantre tudi, ki lahko vam predpišem osebno mantro in to zelo pomaga, torej ker kaže, da se zelo nihate, da ste torej velikokrat slabe volje, brez energije. No, ampak se to umika in boste čustveno čez poletje precej na boljšem, torej čaka vas nov začetek, dobili boste novo energijo, ker zdaj tudi včasih ste brez energije, sploh v preteklosti vam kaže, novo energijo, novo moč. Ampak kot pravim, če ste samski ali pa če imate partnerja, vas čaka neka težka odločitev, prihaja neka tretja oseba, neko novo poznanstvo in morali se boste odločiti, kako in kaj. Torej tisti, ki imate partnerja, to velja za vas, torej med tem partnerjem, ki ga imate zdaj in tistim, ki prihaja. Tistim, ki ste pa sami, pa pomeni, da boste imeli možnost izbirati med 2 partnerjema in boste se potem morali odločiti med njima. No, to je za prvo skupino vse. Za prvo skupino bi samo še potegnila eno karto iz mojih orakelskih kart. Moje orakelske karte se imenujejo Rozeta, naredila sem jih sama, narisala jih je pa Ina Lutarič. In tudi torej so zelo primerne za vedeževanje, prerokovanje, napoved prihodnosti, posebej so pa namenjene za spreminjanje naše realnosti. In poglejmo, kaj je za vas najbolj, bom rekla, pomembna stvar, ki jo morate zdaj do poletja in čez poletje narediti. Torej neodvisnost, torej delati morate res na neodvisnosti,
boste dobili priznanje v ljubezni, torej ne bojte se. Nekdo, ki je z vami, vam bo izkazal ljubezen, pozornost, in vas bo na nek način, boste dobili neko potrditev, vendar vam tudi kaže, da morate delati na svoji samostojnosti v tem smislu, da bolje, da ste sami, kot da imate nekoga, s katerim niste zadovoljni. In da v bistvu boste imeli tudi dovolj sredstev, da počakate na nekoga, ki je za vas res v redu, vas ima rad in ga imate tudi vi radi nazaj. No, to je pa sporočilo za prvo skupino. No, zdaj pa druga skupina, ki je izbrala tale vijolično-rožnati kamen. Zdaj za vas kaže, da ste bolj usmerjeni v duhovnost, da vas je lahko duhovno zdaj začela precej zanimati, da ste tudi začeli se zavedati določenih stvari v ljubezni, da ste spoznali določene stvari in da se v ljubezni trenutno učite. Lahko vam je tudi zelo težko zaradi kakšne izgube ali pa odtujenosti partnerja. Ali pa sami potrebujete veliko samote. No, je pa za drugo skupino, da vidimo, kaj ste vi izbrali, kaj vas čaka. Čez, torej, tukaj maj, junij, potem čez poletje, do jeseni, v ljubezni, na splošno. No, pa da vidimo. To pa zelo zanimive karte. To bo pa pestro. Torej, na dnu je kraljica mečev. Torej, postali ste, bom rekla, bolj hladni, tako kot tudi, o čemer tudi tale kamen govori. Torej, bolj hladni, nedostopni. Na nek način ste, bom rekla, postali tudi bolj strogi. Lahko pa ta karta pomeni tudi, da ste zdaj v krajšem času odkrili resnico o nekom, ki vas je verjetno precej pretresla in je med vami in partnerjem nastala neka razpoka, lahko neka oddaljenost čustvena, neka težava, problem. Torej, kaže vam v preteklosti, tisti, ki že imate partnerja, da je bila med vami in partnerjem neka prekinitev, neka hladnost, da sta se odtujila, da mogoče sta šla celo narazen za nekaj časa, ali pa je bila res v partnerstvu neka odtujitev, hladnost, in da že dolgo ne čutite več, da je neko partnerstvo tako lepo, da je to vaše partnerstvo lepo, ljubeče, da je partner dovolj pozoren do vas, ampak čutite neko hladnost, nek umik, torej neka težka situacija. Tudi partner vam lahko nekaj skriva, ali pa imate občutek, da vam skriva, da ima pred vami veliko skrivnosti, veliko stvari tudi še ne veste za naprej. Sicer kaže, da ste nekako čustveno zadovoljni, v tem smislu, da imate vse, kar potrebujete, v tem partnerstvu, ne toliko v čustvenem smislu, bolj bi rekla materialno, oziroma da vaše potrebe nekako sicer so zadovoljene, ampak nekaj se je zgodilo s tem vašim partnerjem, neka odtujenost, lahko da se je bolj umaknil, lahko da ima krizo in imate občutek, da vam nekaj skriva. Drugače sami po sebi niste tako nezadovoljni ali pa sami s sabo, ampak nekaj se je zgodilo. Trenutno slutite, kaj to je, veste, ali pa boste zelo v kratkem. Na to nakazuje tudi tale gospa, torej dama mečev, da boste nekaj odkrili, zdaj v kratkem, ali pa da ravno ste in da partner vam je ponudil, torej nek šok je bil, torej neka odtujenost, neka skrivnost, ki se je verjetno razkrila, se pa bo zelo v kratkem, ampak partner vas za tega ne bo zapustil ali pa vi njega. Torej, vam bo izkazal neko spoštovanje, bom rekla, dal vam bo priznanje in vas čaka nek pozitiven nov začetek, čeprav v prihodnosti kaže, da se boste od partnerja umaknili čustveno, da boste precej obremenjeni z neko težko odločitvijo, kaj narediti v prihodnosti, s tem dogodkom, ki se je zgodil v preteklosti. Nekaj se je zgodilo, nekaj je porušilo vašo srečo, ki je bila prej konstantna, potem pa neka skrivnost, neko odkritje, ker drugače vi s tem partnerjem nimate tako slabega odnosa. Ta partner je v redu, ampak nekaj se je zgodilo, nekaj je naredil,
kar vam ni bilo všeč. Torej, neka skrivnost, lahko bi bila tle tudi kakšna druga ženska, da vas je prevaral, ali torej lahko v tem smislu, lahko vas je prevaral tudi na kakšen drug način. In v prihodnosti kaže, torej, da boste imeli možnost izbire, da vam bo zelo težko, boste s tem zelo, zelo obremenjeni, da se boste čustveno od partnerja umaknili. Zdaj, tukaj bi jaz dala še kakšno karto. Torej, to je za vas, ki imate partnerja. Zagotovo vas v tem partnerstvu čaka nek zaključek. Bom rekla, da boste naredili neko revizijo vašega odnosa in pa potem nek nov začetek. Zdaj nimam občutka, da bi šli vi s tem partnerjem narazen. Imeli ste namen, ampak tukaj zdaj ne kaže na to. Vas pa čez poletje zagotovo čaka torej neke težje odločitve, kako boste s tem partnerstvom nadaljevali. Precej se boste še od tega partnerja umaknili, ampak potem pa nekako to prebijete, to težavo in vas čaka nov začetek. Tisti, ki pa ste brez partnerja, ste pa v preteklosti se vidi, da ste tudi zaradi nekega varanja ali skrivnosti partnerja pustili in ste potem bili kar zadovoljni sami sabo. Zdaj vam pa kaže v prihodnosti prihod nekega novega partnerja, lahko da ste ga že spoznali, ste že z njim v vezi, ki vam daje veliko več pozornosti, spoštovanja, tudi v spolnosti se bolj ujamete in stvari so vam bolj jasne, ker prejšnji partner vam je stvari skrival. V prihodnosti vam pa kaže, da boste tudi se bolj čustveno umaknili, da vas tudi čaka ena težja odločitev in še neka izbira, torej med večjimi partnerji. Lahko bi šlo tudi tukaj za neke vrste odvisnost, da se boste vi borili z neko odvisnostjo, zaradi teh težkih trenutkov bi lahko posegli ali po kakšnem alkoholu, tabletih in se morate tega precej paziti. Vas pa čaka nek nov začetek, pozitiven, s tem partnerjem, ki ste ga zdaj na novo spoznali. To velja za tiste, ki ste bili v preteklosti brez partnerja. No, to je za drugo skupino vse. Zdaj bomo še pogledali moje karte Rozeta. Moje karte Rozeta so tudi namenjene vedeževanju, prerokovanju, so orakelske karte, ampak drugače so pa bolj namenjene tudi temu, da človek vidi, na kateri stopnji trenutno je duhovni in potem poskuša spremeniti to stanje, če je težko. Ker na zadnji strani je tudi Rozeta in Rozeta je tako kot kolo, neke vrste kolo, ki obrača, torej, oziroma ki ga mi lahko obrnemo, tako kot uči Buda, torej obrnemo kolo in s tem zavrtimo, torej, bom rekla, na nek način našo usodo oziroma začnemo spreminjati z nekimi našimi novimi odločitvami, ki bodo spremenili oziroma ki lahko spremenijo naše zdajšnje stanje, da vidimo, v kakšnem stanju ste vi glede ljubezni. Torej, ste sicer na nek način sproščeni, vam je zabavno, ampak lahko rešujete probleme, bom rekla, s tem, da bežite v družbo, bežite bom rekla, med ljudi, se tam zabavate, da bi pozabili na probleme, ampak problemi vseeno niso rešeni. Morate se res paziti, da ne bi torej zamenjali oziroma reševali svojih problemov z, bom rekla, opojnimi substancami, namesto da bi se soočili na drugačen način. To vam je opozorilo za čez poletje. No, zdaj pa poglejmo še tretjo skupino, ki pa je izbrala tale črn kamen. Torej, črn kamen kaže na stabilnost, na moč, lahko pa tudi kaže na to, da ste se zaprli čustveno, da imate v čustvih težave, da ste se na nek način želeli zaščititi, mogoče ste imeli kakšne slabe izkušnje v preteklosti in ste se zato želeli zaščititi. Torej, kaže na nek umik. Bomo videli po kartah, kaj vam karte kažejo. Torej, pogledamo zdaj torej ljubezen do poletja in čez poletje do jeseni, da vidimo, kaj vas čaka. Tretja skupina. Tretja skupina, kaj vas čaka?
Torej, tisti, ki imate že partnerja, torej na dnu je torej kralj mečev, kaže na neko hladnost v odnosu, odtujenost. Lahko imate tudi stik s partnerjem, ki je postal bolj hladen, odtujen, zelo razumsko razmišlja. Lahko tudi pomeni, da si v partnerstvu želite več čustev. Se opravičujem. Ampak partner pač tak ni. Je bolj pač hladen, odsoten. Lahko je pa tudi to trenutno stanje. Bomo pogledali. Torej, tisti, ki ste, torej imate vezo, ki ste v partnerstvu, vam kaže v preteklosti, da ste se zaradi določenih stvari zelo sekirali, ste bili nespečni. So bili določeni problemi v partnerstvu, ki so prišli, ampak ste jih nekako potrpežljivo reševali z neko odločnostjo, bom rekla, z nekimi, postavili ste neka nova pravila, neke omejitve in vam je bilo potem lažje, ne? Ampak bilo vam je zelo težko neko obdobje, čustveno. Lahko so bile tudi kakšne druge preizkušnje, lahko v poslu, v drugih odnosih, pa je potem to precej slabo vplivalo na vas. Torej, trenutno kaže, da vas v ljubezni imate nek nov začetek, lepo družinsko življenje, z otroci, druženje, nič vam ne manjka, čustveno ste kar v redu, vendar se spopadate z nekimi težjimi odločitvami, to je v povezavi z družino, z nekimi vsakodnevnimi obveznostmi, ki so kar, bom rekla, večje. Lahko pa se spopadate tudi s kakšno odvisnostjo, ali pa ste na nek način rešili to, bom rekla, nespečnost in svoje težave v preteklosti s tem, da ste začeli torej imati kakšne tablete ali pa ste poskušali torej te vaše stvari reševati z opojnimi substancami, torej lahko alkoholom, lahko s kakšnimi drugimi stvarmi, torej tako da tega se morate paziti, lahko tudi to pri vas v družini prisotno in se morate s tem reševati, torej lahko tudi vaš partner ima te težave in vas zaradi tega skrbi. V prihodnosti kaže, da bojo te stvari še kar trajale, da ne bo to kar šlo, torej minilo, da bojo problemi, ki so bili v preteklosti, se vrnili in bojo kar nekaj časa še trajali, tako da vam tukaj svetujem, da pogledate na stvari z drugega zornega kota, da nekako poskušate potrpežljivo torej reševati to. Ta oseba, ki je z vami, je vaša sorodna duša, vendar vam kaže, da boste glede te osebe morali sprejeti neko težjo odločitev. Torej, s to osebo se dobro počutite, čeprav je ta oseba na trenutek hladna, kaže vam tudi tukaj, da se tretje osebe vtikajo v vaš odnos in da bi vaša oseba tudi lahko iskala tolažbe pri kom drugem in da bi bila lahko tudi to vaša ali partnerjeva izbira in bo zaradi tega tudi ta težka odločitev, lahko pa čisto na splošno zaradi drugih stvari. Če ste sami, torej bom rekla, če nimate partnerja stalnega, potem pomeni, da ste v preteklosti torej bili precej obremenjeni z nekimi, bom rekla, stvarmi, da vas je to zelo morilo, ker ste sami in isto vas je mučila nespečnost, da neki občutki krivde iz preteklosti, da ste potrpežljivo čakali, ampak da nekdo je bil prisoten v vašem življenju. Torej, če ste bili z njim ali ne, lahko ste tudi šli z njim narazen, pa ste potem želeli nazaj. Kaže vam, da se je za to osebo zdaj pojavila nova možnost, da bi bili z njim, ampak da imate tudi drugo izbiro in da boste v prihodnosti se odločali med dvema osebama. To pomeni pa za tiste, ki ste samski, torej, da je bila v preteklosti neka oseba, torej bila možnost, da bi bili z vašo osebo, da ste bili že takrat razdvojeni ali bi bili ali ne. Tudi zdaj imate več izbire in v prihodnosti boste se morali odločiti, ali boste s to osebo ali ne. Ker kaže tudi na tretje osebe. Je pa res, da ta oseba, s katero ste bili prej, je bolj zrela od te, ki zdaj prihaja v vaše življenje. Tako da glede tega bo potrebno kar dobro razmisliti, kaj želite. Ker pri tej novi bo lahko neko navdušenje, vznesenost, ampak ne bo pa oseba tudi tako zrela. No, zdaj pa poglejmo še moje karte Rozeta. Torej, to so moje karte Rozeta, ki sem jih naredila jaz, naslikala jih je Ina Lutarič. Te karte so namenjene v deževanju, prerokovanju, zelo dobre so pa tudi zato, da pogledamo, v katerem čustvenem stanju smo, zdaj trenutno, ker gledamo ljubezen, oziroma na kateri stopnji zavesti smo. In potem, če je bom rekla, če smo na nekih
trenutno nizkih energijskih stanjih, potem poskušamo to dvigniti, torej zavrtimo kolo, torej rozeto, ki je zadaj, ne, zato je tudi rozeta upodobljena. Sicer je rozeta upodobljena zaradi tega, ker so to tudi srednjeveške orakelske karte in rozeta je značilna za gotiko, torej ki je srednjeveški umetnostni slog, ampak rozeta predstavlja tudi svetlobo, luč, ki posije na nas, in če obrnemo torej kolo, tako kot uči Buda, potem zavrtimo svojo usodo na nek način oziroma spremenimo, torej se iz nekega stanja, ki je lahko, čustvenega stanja, ki je lahko težek, na primer žalosti, zamere, zamera ni ravno, tudi je čustveno stanje, žalost ali pa depresija ali pa kakšna bi bila še taka, jeza, se potem iz tega skušamo potegniti ven, torej lahko delamo določene vaje, dihanje, meditiramo, mantramo, da se iz tega stanja dvignemo, da spustimo žalost, spustimo zamere, spustimo negativna čustva, jezo in tako zavrtimo kolo, torej tako se temu reče, in spremenimo naše čustveno stanje na ta način. In te karte so temu tudi namenjene. In zdaj poglejmo za tretjo skupino, v kakšnem stanju se vi nahajate oziroma se boste v ljubezni do jeseni. Torej, precej ste naivni na nek način, malo mogoče neodgovorni ali pa torej preveč verjamete, bom rekla, v lepe besede, v obljube in morate zelo, zelo paziti pri partnerjih, ali je tisto, kar vam obljubljajo, tudi realno. Ali je, ker ste prijetni, nežni, lahko ste tudi malo zaljubljeni oziroma boste čez poletje zaljubljeni, ampak morate zelo paziti, da vas ta čustva ne bojo preveč zanesla. Pri vas bom pa še eno karto potegnila. Ja, torej precejšnja komunikacija bo med vami in vašim partnerjem, veliko sporočil, torej lahko na telefonu, lahko drugače, lahko kakšno pismo ljubezensko, če jih še kdo piše, ali pa jih napišejo po Messengerju, ne, ali pa kje drugje, ali pa na sporočilo. V glavnem, komunikacija bo z nekom, ki vam je zelo všeč, zelo boste zasanjeni, lahko da boste zaljubljeni, vendar se morate pa paziti naivnosti. No, to je za vse skupine, za vse 3 skupine vse. Lepo vas pozdravljam za danes in vam želim lep dan še naprej.